Oglejmo si, kako sta lastnika temačno stanovanje v Čičarah spremenila vpisan počitniški apartma. Za prenovo sta imela na voljo zgolj 3 tedne in še to v točno določenem terminu, kajti v tistem bloku je pač takšno pravilo. Stanovanje v bloku v Kranjski Gori je bilo pred prenovo videti majhno in utesnjeno zaradi dotrajane opreme in temnega pohištva. Pogumna lastnika sta v njem videla potencial in ga s pomočjo arhitektke Nine Steiner spremenila v vpisan počitniški družinski apartma s skandinavskim pridihom. Gospa Anja, menda niste bili glih najbolj navdušeni nad nakupom tega stanovanja? Ne, v bistvu so Čičare meni predstavljali neko socialistično naselje, v bistvu brez duše, brez energije. Spomini so tudi v osnovno šolo nazaj, ko smo 2-krat dnevno s smučkami hodili peš iz Porentovega doma proti smučišču in enostavno nisem si predstavljala, da bi z 2 majhnima otrokoma to zmogli. No. Tako da v bistvu ob samem nakupu pa je agent rekel, da so uvedli ski bus in sva rekla, evo, to je rešitev. Potem me pa mož prepričal, da dejansko je lokacija in tloris vrhunska in sva se odločila za nakup. Stanovanje je bilo prej precej drugačno, polno nekih stvari noter, ste jih najprej morali vse to odstraniti, ste kaj od tega obdržali? Ja, obdržala sva v bistvu malenkosti, recimo kakšne šalčke, džezve, take stvari, ko v bistvu so se nama zdele, da bi bilo fino obdržati nekaj od lastnikov, prejšnjih lastnikov v stanovanju. Potem pa dejansko smo ugotovili, da omare, ki jih imamo v predsobi in v spalnici, so super, zelo dobro ohranjene, zamenjati smo mogla samo barvo. To pa je bil kar projektno, kar se barvanja tiče. Potem poleg omar so obdržala tudi stare smučke, ki smo jih predelali v obešalnike v predsobi in otroški sobi. Star enosed od Tinetove babice sta želela vključiti v ambient. Kupila sta novo blago in tapetnik ga je preoblekel, zamenjal pene in sedaj je kot nov. No, ampak kljub temu ste morali veliko stvari obnoviti. Ta zadeva je trajala v bistvu zelo kratek čas, ker ste bili časovno omejeni. Je potekalo vse po načrtih? Ja. Več ali manj vse. Večkrat smo na začetku sicer zakasnili z začetkom. Potem pa, ja, groba dela smo opravili v cirka 2 tednih. Tako da potem vse skupaj pa v kakšnih slabih 2 mesecih. No. Ker to je turističen kraj. Potem pričakujejo nekako tudi hišni red od naju, nekako zahteva oziroma nam nalaga neka pravila obnašanja. Ne. Aha, kot na primer? Ja, to se pravi, da se v vrhuncih, v glavnih sezonah, da se ne izvaja kakšnih glasnih del. Predvsem to je neko pravilo, ki se tiče te prenove. Ja, seveda v teh zimskih krajih, še posebej po zimi, je ena ključnih stvari ogrevanje. Za kakšno vrsto ogrevanja ste se odločila? Ena taka prigoda, ne. Na začetku, ko so prišla stanovanje, ko sva ga prevzela, sva ga tudi recimo sva ga izmerila v kompletu. In takrat je bilo v stanovanju 2 stopinji nad nulo, mislim, da sta bile. In takrat sva se odločila, da ogrevanje mora biti dobro. Ker enostavno sva rekla, ko bomo šli na dopust, zebst nas ne sme. Stanovanje je zato zasnovano v bistvu na 3 nivojih. Eno je talno gretje v vseh prostorih, potem so tukaj še v vsakem prostoru je svoj radiator in tretja stvar je pa kamin. No. Kamin ima še motne plošče, tako da ko se enkrat kamin zagreje, je v bistvu zjutraj naložimo in je cel dan je toplo. No. In zvečer, ko se vrnemo nazaj v stanovanje, damo še 2 polenčki gor in je dejansko do jutra je to po kaminu. No. Tako da to je pač, ko smo mi tukaj, je to primarni vir ogrevanja. Kar se pa tiče še električnega ogrevanja, pa mogoče še ta zanimivo, da sva želela, da lahko od doma regulirava temperaturo. Vse je na wireless povezano, tako da preko aplikacije uravnavava temperaturo stanovanja. Kaj pa ta brezžičnost, da to precej podrži cel sistem ogrevanja? Ja, recimo do nekih, zdaj bom rekel, 20-30%. Aha, približno. Ja, ker mi da imamo v bistvu več sistemov ločenih, a ne vsaka soba je v bistvu
čist zase. Tako da lahko upravljate za vsako sobo posebej, če prav razumem. Tako, ima talno gretje posebej in radiatorje posebej, tako da ima vsaka soba v bistvu 2 tipali. Ja, v bistvu je neka centralna enota. To je pač najna želja bila, no res, zato, ko priješ sem v petek in si utrujen in veš, da bo toplo, ko boš prišel, to je zlata vredno, no, tako da to je bila, pri gretju res nisva želela sprejemati nobenih kompromisov, no. Gospa Nina, smo v prijetnem pisanem stanovanju, ampak pred prenovo je bilo pa precej drugačno. Tole stanovanje je pred prenovo res obsebovalo vse nekake slabe lastnosti interjerjev tistih let, ko so se ti bloki gradili, se pravi temne barve, veliko lesa, težki itisoni. Predvsem je bilo pa zelo temno, no. Tle je bila tudi ena predelna stena lesena, tako da je še bolj zmanjšala vizualno prostor. Tako da ja, mislim, da je sprememba očitna. Ampak zdaj ste ta tloris spremenili, če prav razumem. Tloris je dosti majhen, tako da prav pri neki spremembi tlorisne zasnove nismo imeli prevelike svobode. Nekako so prostori podobno razporejeni, kot so prej bili. Tudi pohištvo je ostalo na nekako zelo podobnih pozicijah, ampak je pa veliko narejeno na vidiku svetlosti ambienta in torej tudi deluje večje vizualno. Koliko pa je tlorisne površine, da si lažje predstavljamo? Koliko pa je tlorisne? Malo manj kot 60, ne? Kaj pa vsa ta barvna paleta, ki se sprehaja po tem stanovanju, je bila to vaša ideja? A kakšne so bile pa želje naročnika, ne vem, glede tega? Moja osebna estetika je mogoče malo bolj umirjena. Naročnika sta bolj ljubitelja močnih barv, tako da tle je pol se malo vidi, da je osnova tudi grafičnih vzorcev je kar veliko. Da je mogoče osnova ti kosi, ki so bolj trajni, se pravi kuhinja, sedežna garnitura, da so mogoče barvno malo bolj umirjeni in pa tudi naravnih tekstur lesa je veliko. Potem je pa cel prostor zelo oživit s temi barvnimi kosi, ki so manjši pohištveni kosi, ki jih je tudi mogoče po potrebi, če se barv naveličata, jih lahko zamenjata. Dajo pa veliko v smislu živahnosti prostora. Kjer so pa te ključni elementi, ki naredijo stanovanje, rečemo temu skandinavsko? Zdaj čist definicija skandinavskega sloga je, tako, da gre za neke pohištvene elemente, ki so estetsko zelo izčiščeni, predvsem pa zelo funkcionalni in tudi elemente minimalizma imajo v sebi. So pa načeloma sploh v današnjem času velikokrat usmerjeni v neko nevtralno barvno paleto belih pastelnih barv z sivimi črnimi poudarki. Mi smo se tukaj očitno odklonili od te neke osnovne definicije skandinavske estetike z temi primarnimi močno kromatskimi barvami, kar pa, če gledamo skandinavski slog, ki je nastajal nekako 30 let prejšnjega stoletja do preloma do 50 let, no. Takrat so pa tudi se pojavljale močne barve tam, tako da recimo, da smo šli pol nazaj v klasičen skandinavski slog. Kdo je pa naredil te popolne fotografije za... No, to je pa zelo pomemben del tudi ambienta, ker že na začetku sta lastnika izrazila željo, da bi stene stanovanja krasile fotografije Anjine mame. In smo vedeli, da bojo zelo velik vizualni poudarek v prostoru, kar mislim, da res so in so res čudovite. Tako da veliko osebne zgodbe v tem ambientu, zelo osebna zgodba lastnikov.